sta v zadnjih dneh že imela čas za vse tiste stvari, ki sta jih pogrešala v vrtincu te sezone in izjemnih uspehov in da bi morda našla prostor za tale dva kristalna globusa? Gospa Prevc. Nekaj ja, nekaj ga še bo. Tisti na hitro, da podoživiš celo sezono, prve trenutke in pa da razmišljaš, kako boš kasneje preživel čas. V bistvu ona mogoče imeli malo več časa kot jaz. Meni se zdaj tale teden je res zelo na hitro odvijal, še v Zakopane so prišle vse, neki se je še social contenta delali. Tako da v bistvu ta čas, kam res podoživel ta globus, bo šele prišel, kam šel na dopust, pa kam res sam sabo. Pa tudi da upam, da do takrat najdu kakšen primeren prostor za. No, omenila sta razmislek o tem, kaj vaju čaka in tudi o tem bi rada nocoj govorila v tem prispevku, v tem našem pogovoru. Ampak recimo za trenutek še nazaj, kaj za vaju kot športnika pomeni sezona? Govorili smo o sanjski sezoni, ampak vi ste, gospa Prevc, omenili, da so bile tudi pomembne lekcije. Za oba je bila letošnja olimpijska sezona, so bile pravzaprav prve olimpijske igre, kaj ne? Torej, kaj vaju je naučila sezona za naprej? Mislim, da me je najbolj naučila, kako rečem, sprejemati rezultate takšne, kot so. In v bistvu me je napeljala proti koncu sezone, da je pač res, da ko uživaš na tekmi, gre najbolje. Mislim, da je to tisto glavno. Se strinjate? Se strinjam, bi pa še dodal, da trdo delo, trud, vztrajnost pa strmenje k ekscelenci, da se to na koncu enkrat še vedno povrne. Če toliko let garaš, če toliko let delaš, če toliko let usmerjaš svojo energijo, svoj fokus v eno smer, je ni variante, da se enkrat to ne sestavi pa povrne. In ta sezona je bila meni pač ena taka lekcija, ja, vredno je vztrajati, vredno je biti pri eni stvari fokusiran, biti totalno predan, ker se stvari začnejo sestavljati, kar naenkrat začne zmagovati, enkrat prihajajo rezultati in s tem dobiva samozavest in potem se tudi taka zgodba s tem globusom lahko naredi. In to v eni družini. Ampak naj dodam, verjetno veliko ljudi trdo dela, stremi k neki izjemnosti, gara, ampak povsod ni družin, ki imajo dva kristalna globusa. Zdaj, za naprej, sezona je verjetno izjemno zahtevna, je bila odlična, sanjska in vse to, ampak verjetno nek razmislek za naprej pa ima zdaj neke nove, drugačne temelje, kot jih je imel morda razmislek preteklo sezono, ki ni bila tako sanjska, še vedno je bila izjemna, osupljiva, ampak letošnja je v vseh superlativih. Kaj ta sezona prinaša za naprej, gospod Prevc? Pa v bistvu bi rekel, en kup znanja, vsega, pa tudi tle, ja, vsi trudimo, vsi delamo, vsi smo v svoji glavi, da damo maksimum od sebe, ampak moraš biti ti sam do sebe iskren, pa si reči, ok, lahko tle še kaj izboljšam, lahko se to še da na bolj način narediti in vse. In pa vsak let se to nadgrajuješ, pa vsak let si malo bolj iskren do sebe, vidiš pri sebi rezerve in jih izboljšuješ in mislim, da je to poanta, da strmiš k vrhu in ostajaš na vrhu. Kaj bi vi spremenili za prihodnjo sezono? Na čem bi delali, ne vem, bolj poglobljeno ali kakorkoli drugače? Težko se izrazim, ker nisem športnica in si težko predstavljam občutke vrhunskih športnikov. Ja, mislim, da zdaj so skoki na takem nivoju, ki si ga želim obdržati oziroma še izboljšati. Zagotovo so tle še stvari v tehniki, ampak čez sezono se tudi naučiš, kaj lahko izboljšaš v glavi in pri sebi. Imam tukaj še nekaj stvari, ki jih lahko vnesem v nadaljnjo sezono. In če govorimo o planici, se da v planici leteti še dlje? Mi si ne znamo predstavljati, ko vas opazujemo. Ja, zdaj en tak simpel odgovor, 242 je manj kot 254, tako da zame se zagotovo še da. Po drugi strani pa, ja, planica se skoraj zagotovo povečuje in meja bo gotovo premaknjena. Kje bo ta meja? Kje bo ta meja?
Pa jaz mislim, da v ugodnih pogojih, kot smo jih imeli v soboto, letos v Planici, se bi že letos lahko ta meja zelo prestavila, če ne bi jaz kiksov delal na mizi. Ampak Planica se ne bo skoraj zagotovo, ampak se bo zagotovo povečala. Za leto 2028 se delajo plani in bojo tam povečave, tako da se bo povečala in nagradila za še večji spektakel, ampak v ugodnih razmerah pa mislim, da že lahko naslednje leto premikamo te meje 255-56, potem je upa povečava 5 metrov razlike v nadmorski višini, bo pa dodala še kar nekaj metrov. Kako se je Planica, dogajanje, vzdušje, navijanje, športni dogodek in konec koncev tudi tehnika in športna oprema, ki je v povezavi s smučarskimi skoki, kako se je spremenilo v zadnjih letih? Pa ne bi rekla, da se je kaj zelo spremenila. Jaz sem vedno tista prva asociacija, planiški navijači imam jaz v glavi neko gručo, pa ne želim poslabšati te besede, ampak res ogromno ljudi in eno veliko navdušenje. Se mi zdi, da še vseeno je tista neka tradicija navijanja. Čutite to podporo v Planici, podporo navijačev? Ja, letos sem imela prvič priložnost tudi sama izkušati planiško navijanje, planiške navijače in Planico taka, kot je za fante. Moram reči, da so mi res dvignili srčni utrip. Vam je bilo drugače nastopiti v Planici kot recimo na drugih prizoriščih? Je to ta poseben občutek, ki ga opisujejo skakalci? Ja, pa saj vsaka tekma je posebna, ampak z vrha planiške letalnice gledati dol na množico ljudi, sploh v tisti dolini, je pa res nekaj nepopisnega. Mislim, da je že dosti veliko povedal, ampak tle se pozna razlika, da sem že 10 let v karavani in v 10 letih se marsikaj spremeni. Tudi Planica se je v 10 letih spremenila, oprema se je kar dosti spremenila in tudi ni več takih padcev poškodb, kot smo jih videli v kakšnih preteklih letih, da bi bilo karkoli katastrofalnega. Kar se pa tudi tiče navijaške kulture, se mi zdi, da je res se dvignil ta nivo navijačev, dvignil se je sam nivo organiziranja Planice. Navijači so veliko bolj spoštljivi, ni več tega popijančevanja, kot se je včasih govorilo, pa prav velikokrat prikazalo, oziroma tudi kamera je velikokrat marsikaj ujela. Se mi zdi, da je ta kultura veliko na višjem nivoju in se mi zdi, da vsako leto raste, pa vsako leto bolj, kot to zavestimo. Tako lepš dogodek pride ven, lepš pride do izraza in tudi mi imamo pa tako bolj pristen stik, odnos, tudi mi malo lažje damo pa nazaj navijačem, ki so vedno bučni, vedno navijajo. Pa ta Planica, sploh tako, kot je bilo letos, 31 000 gledalcev pridejo, vsi navijajo in v uni dolini, ko se ta kotel zakuha, res pač zavre res dobesedno.